Pozdravljeni. To je pogovor o knjigi, ki je pravkar izšla, debeli knjigi, ki ima naslov Zbornik o skupnosti študentov 1968 do 1974, prispevki za novejšo zgodovino. Knjiga je šla v sozaložništvo tudi založbe Filozofske fakultete, v teh prostorih se nahajamo in knjiga konec koncev govori o nekem obdobju, ki je zelo tesno povezano s Filozofsko fakulteto, izjemno pomembnem obdobju študentskih uporov, nemirov, ki so takrat nastali in katerih vrhunec je bil zasedba Filozofske fakultete. Ampak knjiga temu daje nek veliko širši okvir tega historičnega trenutka, takratnega, in nastajala kar nekaj časa, sodeluje 60-70 avtorjev. Tukaj jaz sem Mladen Dolar, pač nekako vodim to kot nekaj, ki sem zaposlen v tej zgradbi. Z mano sta Ciril Baškovič in Pavle Zgaga, oba močno udeležena v takratnih dogajanjih študentskega gibanja in te skupnosti, organizacije skupnosti študentov. In ne vem, bomo šli malo po vrsti, mogoče Ciril, če najprej ti poveš o nastajanju tega zbornika. Jaz sem vendarle prišel malo kasneje, se pridružil tej uredniškemu odboru in sodeloval bolj v zadnjem stadiju, ampak ti si bolj bil od vsega začetka pri nastajanju tega zraven, pa tudi ti si bil pravzaprav prvi predsednik te skupnosti študentov organizacije, o kateri ta knjiga govori. Tako da edino prav, da začnemo s tabo. Prav, hvala za besedo. Zbornik je nastajal 2 leti. Predtem je šlo nekaj drugih knjig, vendar je iniciativna skupina, ki se je tedaj zbrala, nas pa je Renat Četinc, menila, da je prišel čas, ko bi lahko zajeli celotno obdobje. To pomeni od 68. do 74., ko formalno skupnost študentov ponikne v novi zvezi Socialistične mladine Slovenije. V teh 2 letih je bil seveda nebroj sestankov, obrnili smo se na več kot 120 še živečih nam poznanih ljudi, ki so nekoč bili aktivni v tem gibanju ali v sami organizaciji. Od tega se jih je odzvalo s prispevki 93. Pridobili smo nekaj sponzorjev, skupaj se je zbralo, to so javni podatki, za 17 000 evrov. In zaradi spretnosti ljudi, ki so sodelovali v odboru, smo pridobili 2 sozaložbi, ki sta primaknili svoj delež, potem zelo dobrega oblikovalca in tako naprej. In po 2 letih je uspelo lani jeseni, oziroma proti koncu leta, to knjigo vendarle izdati. Kar pa se tiče začetkov, je pa tako, da je seveda to temeljito opisano v knjigi samim. Začelo se je vse skupaj sredi leta 68 v Ljubljani, predvsem na Ljubljanski univerzi, o tem govorim. Ampak začetki imajo svoje začetke. In ti so bili, recimo, liberalna gibanja dostikrat bolj v kulturniških in intelektualnih krogih v 60. letih v Sloveniji. Spomnimo se na perspektive, ki so bile ukinjene, pa na zamenjave uredniških problemov, pa sodobnost in tako naprej. Na kulturni boj, ki se je bil med avtorji, ki so objavljali na stranih Tribune in recimo Vidmarjem, ki je takrat postavljal kanone kulture. Potem je treba računati na obče, recimo, družbeno mentaliteto ali pa stanje, povezano z 2 zadevama leta 65 in 66. 65. Naredijo v Jugoslaviji veliko ekonomsko reformo, ki je šla v prid velikim podjetjem s sposobnimi vodji, lociranim bolj v Sloveniji in na Hrvaškem in manj v drugih predelih Jugoslavije. Posledica je bila precejšnja brezposelnost, ki jo je tedanji režim znal lepo reševati s tem, da se je pod narekovaji, bom to rekel, ker ne vem, kako je bilo res, dogovoril z Nemčijo, ki je z veseljem sprejemala relativno kvalificirano delovno silo z Balkana, z Jugoslavije, iz Slovenije, okrog 400 000 je bilo najviško takšnih delavcev, zdomcev, smo jim rekli. In povečala se je tudi študentska populacija. Vendar ne tako zelo, kot to mislimo danes, kadar uporabimo ta izraz. Tedaj je bilo proti koncu 60. let na obeh univerzah, Mariboru se še ni reklo univerza, skupaj 10 do 12 000 študentov, ne več.
Od tega velika večina v prvem, drugem letniku, velik je bil tedaj posip in kakšen 20% študentov ni imelo niti zdravstvenega zavarovanja, štipendije so padale, tako da je tudi med študenti malo naraščal gnev. Neposredne stvari, ki so postransko vplivane, so se pa dogajale v tujini tedaj. Zlasti je odmeval Pariški maj. To smo gledali kot zavzeti, kot prevzeti na televiziji, malo manj je bilo tega v časopisju. In seveda potem se zgodi beograjski dogodek 3. junija, zaradi nekih nesporazumov, pravzaprav zelo trivialnih razlogov, niso študentov pustili na neko predstavo, ki je bila pripravljena za brigadirje, in je prišlo do spopadov, posreduje policija, tam je zares tudi nekaj krvi steklo v Beogradu, in 6. junija se v Ljubljani zgodi veliki študentski protest oziroma zborovanje. Neposredni povod za to, da so se zgibali študente, zlasti v študentskih domovih, je pa bila napoved uprave študentskih domov, da se bo treba čez poletje vsaj deloma izseliti, da bi lahko tja naselili turiste in s tem popravili finance študentskih domov. No, to so bili taki povodi in na samem zborovanju je bilo zarečenih in nekako aklimativno potrjenih več zadev, med ostalim gremo ven iz Zveze študentov Jugoslavije, bomo imeli lastno študentsko skupnost, ki se je potem do jeseni zares prelevila iz samo sociološkega pojma še v pravno legalistični. Če ravno jeseni 68. statut skupnosti študentov, ki je bila organizacija gibanja in je pravzaprav bila posledica gibanja in njegov sestavni del, ključno je bilo gibanje samo, ni bil sprejet zaradi nesklepčnosti neke skupščine študentov in je bil sprejet potem šele konec 69. Ampak že od novembra 68 naprej smo se ravnali po novih pravilih. No, sam sem bil imenovan oziroma na tisti skupščini prvi predsednik. Ja, izvoljen za prvega predsednika izvršnega odbora skupnosti študentov ljubljanskih visokošolskih zavodov, tako se takrat to imenovalo, z enoletnim mandatom. In ti enoletni mandati so trajali do konca te skupnosti. No, to je začetek te zgodbe o skupnosti študentov, avtonomne organizacije, ki je nastala leta 1968. Prvih, še malo skromnih demonstracijah v Ljubljani, takrat so bili odziv na pariške, na beograjske dogodke in s prvimi zahtevami. To je bil začetek te zgodbe, ki je trajala do leta 1974. In mislim, ta zgodba je, zdi se mi, da je velika zgodba, nenavadna zgodba, prav neverjetna zgodba, gledano z današnjega časa, v celoti gledano. In ta zbornik skupnosti študentov je zadnji in mogoče najbolj obsežen zbornik dokumentov, ki pričajo o tem obdobju, ampak pred tem so že nastali posamezni zborniki, izseki, refleksije tega obdobja. Pavle, ti si bil zraven pravzaprav od vsega začetka pri dokumentiranju nekako, zbiranju dokumentov in refleksiji o tem obdobju. Ja, mislim, da se je reflektiranje tega obdobja in potem poskusi objavljanja dokumentov, razmišljanj in tako dalje, začelo nekje na prelomu v 80. leta. Zdaj, jaz sem na filozofsko se vpisal leta 1970. No, jaz 69, tako. Ja. En letek si bil za mano, se spomnim na stopnički. Jaz pa še si še zelo. Filozofsko na pedalju FSPN. Ja, tebe se spomnim od drugega letnika. Ja, jaz sem bil plus, ti si bil pa že skoraj stara bajta. Ampak mislim pa, da sem diplomiral prej kot ti. Zelo verjetno. No, kakorkoli že, tisto, kar mogoče bi veljalo najprej dodati k temu, kar je Ciril pravkar povedal, je to, da za mojo generacijo, ko smo prišli sem, seveda skupnost študentov ni bila nekaj, kar je treba ustvariti, ampak je bilo nekaj, kar je bilo že tu. In tisto, kar je bilo pri tej skupnosti najlepše, zlasti med recimo bolj anarho usmerjenimi skupinami, ki jih na tej fakulteti nikoli ne manjka, je bilo predvsem to, da je skupnost puščala prostor za tako imenovane akcijske odbore. Skratka, katerakoli iniciativa se je že pojavila, naj je
bila usmerjena v recimo študijska vprašanja ali pa recimo gmotna materialna vprašanja študentov ali pa politična vprašanja in tako naprej, je lahko kulturna vprašanja, tudi zelo močno, je lahko oblikovala pač neko svojo skupino, to smo imeli akcijski odbori in to je potem seveda dvigovalo tempo gibanja kot celote, ne. In tudi zasedba, ki si jo prej omenil, mislim, da je v veliki meri pravzaprav rezultat neke fuzije teh raznoraznih akcijskih odborov, od tistih povsem kulturnih, ne, tu smo imeli literarne maratone v tistem času prvič, ne, ki so se kasneje nadaljevali, pa do recimo takih stvari, ki so se dotikale pravzaprav celo zunanje politike tistega časa. Oba se zelo dobro spomniva demonstracije o prihodu Chaban-Delmaja, francoskega premierja v tistem obdobju. Ne se policija zmlatila. Ja, in porinila tam nek hauster na Prešernovi, če se prav spomnim. Ja. No, kakorkoli že, ne bom šel v detajle tega obdobja, bilo je nadvse zabavno. Pač pa v nekaj drugega, ne. Tamle po letu 72 začne tempo gibanja pešati. Gibanje je bilo 70-71 zares množično. Tisto, kar se je dogajalo tu zunaj na cesti na Aškerčevi, so bile dobesedno množice študentske. Ko se je to zadeva začela spuščati navzdol, seveda so ostajale posamezne, praviloma čedalje bolj radikalne skupine, ki jih je pa seveda takratna politična situacija počasi porivala v osamo. Skupnost študentov je bila potem, mislim, da je bilo to leta 1974, razpuščena in politično prelita v novo organizacijo Zvezo socialistične mladine Slovenije, Jugoslavije in v tem smislu tudi Slovenije. To je bilo prvič, da sta dve organizaciji v takratni Jugoslaviji, ne. Mladinska je bila ločena in študentska je bila ločena do takrat, tu sta se fuzirali, ne. In verjetno, da je bilo eno temeljno pričakovanje političnih forumov tistega časa, da se bo s tem študentsko radikalno populacijo tudi normaliziralo. Kar se je do določene mere seveda zgodilo, pa mogoče tudi iz enega zelo preprostega razloga, da smo ključni akterji pravzaprav diplomirali, odhajali v službe in tako naprej, kar je normalno za študentsko populacijo, ne. Tu neke velikanske kontinuitete v tem pogledu, kot jo sicer pričakujemo, ne more biti. Jaz sam moram reči, da in vem, da v pogovorih z kolegicami in kolegi je to obdobje študentskega gibanja krepko ostajalo v spominu. Čisto na kratko rečeno, jaz mislim, da nas je po svoje to generacijo veliko bolj formiralo to, kar se je dogajalo v študentskem gibanju, kot tisto, kar se je dogajalo v predavalnicah. Čeprav moram reči, da predavalnice, vsaj pri nekaterih profesorjih, niso bile ignorantne do tega gibanja, ravno obratno. Da smo pri številnih, pri nekaterih profesorjih smo bili še kako deležni tega, da smo skupaj lahko reflektirali dogajanja dobesedno na cesti, če tako rečem. No, ampak kakorkoli že, potem je zadeva v poznih 70-ih letih počasi odhajala v pozabo, ali pa vsaj umaknjena je bila nekam na margino. V začetku, takrat se je pa pokazalo, da ta nova organizacija, vsaj v Sloveniji, moram reči, po drugih delih Jugoslavije ni bilo tako, ZSMS, Zveza socialistične mladine v Sloveniji, je v resnici vendarle v svojem krilu nosila nekaj elementov tega radikalizma iz poznih 60-ih in 70-ih let. In takrat se je pripravljal nek kongres v Krškem, če se prav spomnim, kjer je krožila naokrog ideja, da je tle treba nekaj teh liberalnih idej vendarle znova obuditi, jih prenesti v neko novo konstelacijo tistega časa. Takrat se je govorilo o svinčenih letih v Jugoslaviji in tako dalje. In dobil sem povabilo, ne spomnim se več točno, kdo je bil, ampak iz ZSMS je prišlo to povabilo in iz univerzitetne konference Zveze socialistične mladine, da pripravim nek pregled dokumentov tistega obdobja. Tle ne moram povedati, da že v času, ko so se ti dogodki dogajali, sem imel en koniček in sicer v testo sem spravljal vse mogoče papirje. Še zlasti sem z veseljem spravljal tiste papirje, ki so bili sodniško prepovedani, zaplenjeni. Pa vendar niti enega med njimi ni bilo tazga, da bi zaplenili čisto vse iz vode, vedno se je dalo nekaj ohraniti. No, in te reči so bile nekje na mojem podstrešju varno spravljene. No, in potem sem se lotil tega posla
In nastala je prva, mislim, da je to prva knjiga, ne? Študentsko gibanje 68-72, zanimljiv sem ga z leta 72, v katerem sem poskušal zbrati ves ta bogat arhiv, ki je bil za tiste čase seveda jasno popolnoma nedostopen. Pravzaprav se je dogajalo celo to, to smo stavili še v starem sistemu tiska, ki ga današnje generacije ne poznajo, so stavci in svinc poslavljali. Jaz sem hodil redno, skoraj vsak dan v tiskarno Jožeta Moškriča, kontrolirati, da je vse to v redu narejeno, kajti nekatere kopije so bile zelo, zelo slabo vidne. No in eden od teh stavcev mi je redno poročal, kaj so možje v sivih plaščih ob 4 zjutraj gledali v postavljenih tekstih. Gledali so še zlasti tista besedila, ki so imela sodno prepoved 10 let pred tem. Bil sem v veliki dilemi, kaj narediti samo cenzuro, to izrezati in zagotoviti, da bo knjiga res išla, ali pustiti. No, mislim, da ni bilo slabo, da sem se odločil, da pustim. Časi so bili vendarle nekoliko bolj blagi, stvari so bile odmaknjene in ko je knjiga išla, pravzaprav te stvari niso vzburile takratnega javnega tožilca. Ironičen stavek, morda so se hodili pa samo poučevati. Tudi to je možno, da niso imeli organizirane dokumentalistike, in seveda jaz tim naredil zelo dobro delo. No, ampak, ko sem nekje bil sredi tega arhivističnega dela, danes bi to teklo veliko lažje z sodobno tehnologijo, takrat sem glavne z škarjami, selotejpom in nekim kseroksom to opravljal. Takrat smo potem se zbrali še v eni majhni 4-članski skupini, kjer je bil tudi Ciril, pa bil je Pavle Gantar, pa bil je Marjan Pungartnik. In smo k tej debelemu kupu arhiva spisali še eno spremno študijo, ki je postala, se mi zdi, celo malo več kot samo spremna študija, skratka, že kar obsežen tekst, koliko imam v spominu. Ta knjiga je išla, mislim, da je bilo tole 81, tako, ja. To je bilo že po Titovi smrti, v nekem času, ko se je iskal, kaj vse se lahko tu zgodi. No in tisto, kar je zanimivo, je to, da je ta knjiga, to je bilo veliko veselje, edino delo, pri katerem sem sodeloval, pa jih je kar dolga vrsta, ki je bilo razprodano v par letih. In hudo mi je bilo, da založnik nikakor ni pristal na to, da bi izdal ponatis. Skratka, če to knjigo dobite v antikvariatu, potem vedite, da verjetno je lahko kar precej vredna. Ta knjiga je, skratka, cilj te knjige je bil predvsem arhiviranje. Predvsem to, da bi bili ti dokumenti dostopni, celo dokumenti iz časopisem, tudi to je bilo takrat slabo dostopno, takrat ni obstajal DLIB, ki ga imamo danes in podobno. In po drugi strani mislim, da smo naredili korak naprej tudi s to spremno študijo, nek prvi poskus analize vseh teh gibanj. Hkrati pa moram reči, v 80-ih letih imam v spominu vsaj še 2 kolega, ki sta zelo pomembno prispevala, žal pokojnega Bogomira Mihevca, tukaj na oddelku za pedagogiko in kasneje v Centru za razvoj univerzo. On je pravzaprav doktoriral na to temo in njegova dizertacija je bila objavljena. Tam so še posebej zanimivi so za moje pojme, poleg te splošne politične konstelacije, njegovi pogledi na študijska vprašanja in študentsko gibanje. Mislim, da so tam noter kakšni elementi, ko sem zadnjič imel to v rokah, ki bi lahko bili aktualni tudi za sedanje generacije. In drugi kolega, ki se je s tem tudi resno ukvarjal, mislim, da je to tudi na začetku 80-ih let, je bil pa Iztok Ilih. Tisto je bila pa že recimo nekoliko bolj reflektirana knjiga o dogajanjih sploh. Zdaj, potem seveda sledi, da ne bomo šli v vso zgodovino, tudi nisem se posebej pripravljal, da bi naštel vse te izdaje, treba pa le reči, da tega je bilo kar nekaj in da bi omenil samo zadnjo pred to, to je knjiga, pri kateri sta sodelovala žal tudi pokojna Cvetka Tot, profesorica te fakultete in naša dobra kolegica v časih študentskega gibanja, o katerem govorimo, in Darko Štrajn, pa še skupina drugih kolegic in kolegov. Tako da do danes imamo že serijo publikacij, tako da recimo nekomu, ki je iz takega ali drugačnega razloga zgodovinsko zainteresiran za vstop v to materijo, danes gradiva ne bi smelo manjkati. Morda dodamo samo še obsežno študijo o Radio Študent.
Ja, Ta je šla Ja. dobro leto nazaj. Tako, ja. To je prav gotovo tudi. Ja. In seveda verjetno tudi, da dodamo temu, da med raziskavami naših zgodovinarjev v zadnjih 30 letih po osamosvojitvi je tudi kar nekaj takšnih, ki so se vsaj posredno navezovali na to. Najbolj pa je o tem pisal Hrvoje, kako se že imenuje, hrvaški mlajši zgodovinar, ki je pisal o Jugoslaviji v prelomnem letu 68, v celoti je zajel stvari in notri seveda tudi študentska gibanja. Ljubljanskemu je posvetil še najmanj pozornosti iz raznih razlogov, ker je imel več gradiva na voljo za Beograd, za Zagreb, ki je za njega bil prav interesanten. Klasič, Hrvoje Klasič. Hrvoje Klasič, ja. Ja, mogoče po tem, kar ste rekel, sem še eno misel, če smem, ne smemo spustiti jugoslovanskega prostora, danes ga spuščamo iz številnih razlogov. Jaz lahko povem, da ta zbornik, prvi zbornik, ki smo ga izdali z arhivskimi dokumenti, je izšel tudi v srbskem prevodu. Pri študentskem časopisu Student v Beogradu je izhajal kar nekaj časa. In da so ti stiki zlasti z Zagrebom in Beogradom pri vsem skupaj bili takrat zelo tesni, zelo pomembni. Recimo, ne omenim samo eno ime, Zoran Đinđić, tragično preminuli srpski premier, je bil eden od srpskih študentov, ki je bil pogosto v Ljubljani ali pa mi pri njih v Beogradu. Skratka, tu je res zanemari tudi te dimenzije, ki jo danes verjetno spuščamo. Dobro, jaz bi, mogoče bi se vrnil k neki osrednji temi. Tlele smo malo Ciril je omenil, da 93 avtorjev potem sodelovalo, nisem se ti zavedal, da jih je toliko. In tlele smo pravzaprav predstavniki vse te velike skupine avtorjev, malo smo tukaj sami kot akcijski odbor. Tako kot so se takrat delali akcijski odbori, ko je bilo treba ad hoc zbrati skupino ljudi, ki se bo ukvarjala z nečim. Ne vem, koliko so naše ideje reprezentativne, nemogoče biti reprezentativne za takšno količino avtorjev. No, po 45 let, 43 let je od tega, ker je šla tista tvoja prva dokumentarna zbirka o študentskem gibanju, 40 let in toliko kasneje, še vedno je to obdobje v nekem fokusu, še vedno, to se mi je doslej najobsežnejši zbornik nekih dokumentov, pričevanj, skoraj da vseh, kolikor smo mogli dobiti vseh ljudi, ki so še živi in zmožni pač napisati in reflektirati, vse smo nekako dobili, izbrali v tem zborniku. Ampak zdaj, zakaj se ukvarjamo s tem obdobjem? Zakaj, mislim, kaj je neka posebna odlikovanost tega obdobja, tega zelo nenavadnega trenutka, ko zgleda, da je pravzaprav v vseh tem, kar se za nazaj opisuje kot neke sive socialistične čase, je pravzaprav čudežno, da se je ta trenutek zgodil. In tukaj treba reči, da gre za ljubljansko, slovensko, predvsem ljubljansko organizacijo in da je bila Ljubljana, da je bila Slovenija takrat v zelo tesni zvezi z dogajanjem po svetu. Ciril je že omenil maj 68, ki je bil neposredni vzornik, neposredna eksplozija tega študentskega nezadovoljstva. Maj 68 je samo neko simbolni zaznamek, neke cele serije stvari, ki so takrat dogajali po svetu in katerih del smo bili. In to je bilo neko nenavadno odprtje znotraj tega jugoslovanskega socializma, da smo bili del nekega svetovnega dogajanja. In tukaj gre najprej za študentska gibanja po svetu, ki so bila takrat predvsem uspirjena proti vietnamski vojni. To ne gre samo za maj 68, številna gibanja v Ameriki, množična gibanja v Ameriki, množična gibanja v Nemčiji in v Nemčiji pač nek simbolni dogodek je bil to streljanje na Rudija Dučkeja. Jaz sem srečno preživel, ampak mislim, takrat se je streljalo na študente, ki so bili nosilci tega opora. Ampak nekaj let kasneje ta srečno streljanje prišlo do tragičnega konca, umrl je. Ja, seveda, ja. Toliko desetletja kasneje, ampak zaposliti se mi tega. Mislim, in to je bil tudi trenutek istega leta, 68, ki so ubili Martina Luthera Kinga, bil trenutek Civil Rights Movement v Ameriki. Malo pred tem so ubili pač v Boliviji Che Guevaro. To je bil trenutek tega antikolonialnega, kubanske revolucije, antikolonialnega boja in treba se zavedati, da vsa 60 leta so bila leta, ko so kolonialne države, skoraj vsako leto se nekaj kolonialnih držav osamosvojilo in
kar je bilo videti nek velik trenutek, emancipatorni trenutek, človeško emancipatorni trenutek. In konec koncev pa je Jugoslavija, ki je organizirala takrat gibanje neukrščenosti, neka platforma, kjer so se te antikolonialne, postkolonialne sile lahko zbirale. Spravi, obstaja ta kolonialni trenutek, ki je pomemben. Ne? Če dovoliš, ne pozabi na sovjetsko okupacijo Češke. No, isto, 68 let se je zgodila sovjetska okupacija Čehoslovaške, fronte so bile jasno postavljene, študentsko gibanje in celotna jugoslovanska srednja se je enotno postavila v bran temu odpiranju češke demokracije, ki je takrat prav v Jugoslaviji in v naših gibanjih videlo svoje vire inspiracije. Mislim, obstajale so te povezave. Dalje, ne gre samo za to, gre za kulturna gibanja, ki so se dogajala takrat po svetu. Leto 68 je bilo leto Woodstocka. Pravi, bilo je leto neke totalne fascinacije z rock glasbo, z flower power movement, se pravi z neko veliko kulturno revolucijo, ki se pravzaprav zgodila skozi takratno glasbeno 60 let, začetek 70 let skozi takratno glasbeno revolucijo. Mislim, če se tazga še ni bilo in ta glasba, za katero so nam takrat govorili, da je stvar neke trenutne muhe, pa dajte nekate, je še vedno 60 let kasneje konec koncev postala stara. Še danes vsi vemo za njo, postala je klasika. Ne? In šlo je, dobro, ne nazadnje za seksualno revolucijo. V zelo kratkem času, konec 60 let, so se zelo sprostile neke takrat zelo rigidne norme. In dejansko je cela generacija nekako živela v tem pogledu veliko bolj svobodno od prejšnjih generacij. In šlo je za velike kulturno avantgardne projekte, dobro, situacionizem, recimo v Franciji, nekaj taka ime za to, ampak pri nas gledališče Popilje Ferker, recimo to, kar je počel Dušan Ivanović, meni zelo dragi, nedavno umrli prijatelj. Mislim, to so bile stvari, ki so bile takrat v špici tedanjega gledališkega dogajanja po svetu. Ta avantgarda, ki so dogajala pri nas. Pa, ki se mu še vedno posvečajo razstave, ne pri nas, ampak v MoMI, po svetu se ve za to. Spravi, bili smo v tej špici dogajanja in intelektualno je bil tukaj francoski strukturalizem, pri katerem smo se napajali, ki je bil neka intelektualni protipol maja 68 in frankfurtska šola, pri kateri smo se napajali, ki je napajala v bistvu vsa ta študentska gibanja takrat. In mislim, da je to treba povedati, to je bil dogodek, to, kar je opisano v tej knjigi, bil nek dogodek, ki se je absolutno opisoval v svetovno-zgodovinske okvire in svetovno-zgodovinske okvire so bili taki, da smo pričakovali, da je možen radikalen preobrat, da je revolucija lahko za vogalom, da je možna, da je v dosegu, da je možna radikalna transformacija družbe, da je ta družba, ki se je razvijala po drugi svetovni vojni 25 let takrat zašla v neko krizo, v zastoj in da to je bil odgovor na ta krizo, na notranji zastoj kapitalizma po vsem tem bujnem, hitrem razvoju po drugi svetovni vojni. In ta odgovor je bil globalen in bili smo del tega globalnega trenutka. In edina stvar, še zadnja stvar, ki bi rekel, da takrat je bilo videti, da je možno seč preko meja možnega. Tistega, kar je bilo do takrat videti možno. Horizonta, ki je bil takrat videti možno. In to je tista lekcija, ki se jo moramo naučiti iz te knjige, ki ni samo zbirka nekih historičnih dokumentov, ampak ki dejansko globoko pripada nekemu trenutku, ko je bilo videti, da je možno seč preko meja možnega. Francoski študenti so temu rekli sous le pavé la plage. Sous le pavé la plage, ja. K temu bi dodal en specifičen vidik. Ko je knjiga izšla, so nekateri časopisi objavili komentarje ali pa poglede na njo. Med ostali sem zasledil, mislim, da to samo na internetu, javnosti poznanega, da ne rečem razopitega gospoda Vodeba, mnenje, da ta knjiga prikazuje nedozoreli, naivni položaj takratne študentarije, ki se je borila za socializem. Na drugi strani je list Družina objavil, da bom zelo poenostavil, da pravzaprav je tu šlo pri tem gibanju samo za, smemo uporabiti pod narekovaj izraz, finto takratne partije, da je nekako pridobila ali pa manipulirala študenti.
Prvemu bi dodal to, v tistem zgodnem obdobju, ko še ni prišlo do protestov ali pa demonstracij proti zunanjim političnim obiskom ali pa dogajanjem po svetu in tako naprej, ki so hitro pokazali tudi potem ost kritike do samega režima, ampak je šlo za to, da so se takratne študentske aktivne skupine zavzemale za pravi socializem. Rekli so, to, kar imamo mi, ni prav. Realizirajte to, kar obetate, kar obljubljate. Ne realizirate tega. Povečujejo se razlike v družbi, govorili so o rdeči buržoaziji in tako naprej in tako naprej. Res je, da je potem prišlo do stika z oblastjo, konec 68, pa skoraj celo 69. leto, na primeru Češke. Takrat se je Jugoslavija nekoliko zbala, ali pa jugoslovanski režim, da zna priti do kakšnih resnejših konfrontacij s sovjetskim blokom in so osnovali med ostalim proti mnenju ali pa z odporom generalštaba jugoslovanske vojske teritorijalno obrambo, kar je Slovenija vzela zares. 20 let kasneje se je pokazalo, da pri spopadih za osamosvojitev Slovenije je nastopalo 20.000 oboroženih teritorijalcev, pa 500 tako imane nove vojske. Najprej z zvezdami na kapah, kasneje je to tudi izginilo, ampak to je samo ena od posledic. In z tega vidika malo te prav zavzemali smo se za nekaj, kar smo tedaj menili, in ti si to krasno opisal, da bi znal biti socializem, in to ni bilo isto režimu, oblastem in stanju v takratni družbi. Kasneje je gibanje postalo tudi v tem oziru bolj definirano in bolj, bi rekel, jasno, je zahtevalo družbene spremembe, kot smo predtem. Kar pa se tiče trditve komentatorja iz družine, bi pa rekel tako, sam sem takrat bil član Zveze komunistov Slovenije. V gimnaziji sem bil sprejet. Danes bi rekel, z nekim naivnim, iluzornim pogledom, da je takšno družbo treba delati, da je to ta prava stvar in tako naprej. Kasneje sem seveda, še do danes sem ostal, vendar sem imel ves čas svoj pogled in tudi kritičen pogled na stvari, kako so se dogajale. Name je takrat precej vplival Franci Pivec. On je v nekem obdobju, starejši študent, bil tudi, mislim, da je izvršni sekretar univerzitetnega komiteja Zveze komunistov. Pa bil je minister za šolstvo, kot bi nas. Kasneje pa minister za šolstvo in to seveda tu prisotni minister za šolstvo dobro ve. Iz nekaj drugih časov. In z tega vidika bi človek rekel, ja res, od tam je to izviralo, vendar ne bo držalo. Zase lahko trdim, da smo delovali popolnoma iz lastnega prepričanja in iz prepričanj, ki smo si jih ustvarili v stikih z aktivnimi ljudmi okoli sebe. Celo univerzitetna partija je postala vprašljiva z vidika centralne. In se je to tudi kasneje izkazalo z določenimi kadrovskimi potezami, ki so z njo obračunavali po nastopu svinčenega obdobja 72 naprej. Tako da ne bi rekel, da ta teza komentatorja drži, obratno bi rekel, da je študentsko gibanje s avtonomnim razmišljanjem vnaprej vplivalo tudi na samo partijo. Ta je bila sestavni del univerze, v njej so bili profesori in tudi nekateri študentje in je pravzaprav šlo bolj za obratno smer, kot pa si predstavlja komentator. Če se lahko na to navežem, mislim, da je trenutek, v katerem lahko spregovorimo o aktualnosti stvari, ki so se dogajale desetletja nazaj. Najprej pri tem, kar omenjaš, študentski pritisk in zahteva na uradne politične forume, da tisto, kar obljubljate, tudi naredite. Danes ali včeraj berem v medijih, da se kolesari znova pripravljajo, da zapeljajo na Gregorčičevo in od Golobove vlade zahtevajo, da naredijo tisto, kar so pred volitvami obljubljali. Res je, da so politični sistemi popolnoma različni, ampak po drugi strani seveda lahko neko določeno, ne ravno linearno, pač pa neko dialektično nit lahko spletemo med poznimi 60 leti in današnjim časom. In ena od teh stvari, ki mi je ob tem, kar sta oba govorila, prišla na misel, je pravzaprav tale. Študentsko gibanje se konča z tem svinčenim obdobjem, v katerem Jugoslavija znova zelo trdo zategne
mislim, politične oblasti v Jugoslaviji zelo trdno zategne špage po tistem, ko je v bojazni. Frakcija, ki je tedaj zavladala. Tako je, ja, frakcija, ki je tedaj zavladala. Videti je bilo, kot da so vse stvari dobesedno zamrznjene in odmaknjene v stran. Pa vendarle najdemo 10 let kasneje, recimo v 80-ih letih, nek revival, neenak, v drugih formah, z drugimi aktivisti in tako naprej, tistega, kar je bilo tudi že prej. Če vzamemo politično linijo, potem bi seveda jasno ne mogli mimo tega, čemu smo rekli ZSMS, Zveza socialistične mladine, dejansko, iz katere je kasneje nastal okrog leta 90 liberalna demokracija Slovenije. Nenazadnje ne smemo pozabiti to, da je znotraj ZSMS-ja slovenskega bil proti koncu 80-ih let vzpostavljen prostor, v katerem so lahko se pojavili nukleusi bodočih, ne samo levih ali liberalnih, pač pa desnih strank. Naj spomnim, Slovenska ljudska stranka je vsaj z nekaterimi svojimi predstavniki imela svojo nišo zavarovan prostor, v katerem je lahko delovala znotraj ZSMS-ja. Ali pa vzemimo drugo stvar. Ja, Hendriksa smo poslušali po Woodstocku tudi v Ljubljani. Seveda ne v živo, ker sem ni več prišel. Ampak skratka, ta rock revolucija, ki se zgodi, je imela izjemen učinek, vpliv ne samo v slovenskem, jugoslovanskem prostoru, ne bomo o tem podrobno govorili. In punk, ki ga dobimo v 80-ih letih, je po mojem mnenju, ena od teh oblik revivala. Če grem na tretjo stvar, ki vsaj mene osebno v zadnjem obdobju bolj priteguje, vprašanje izobraževalnih politik. Pozna 60. leta prinesejo v takratni, zdaj sem omejil samo na univerzitetni prostor, v takratni univerzitetni zakonodaji do nekaterih presenetljivih sprememb, namreč nek amandman zakona o visokem šolstvu, mislim, da iz leta 1960, vrne odločanje o študijskih programih na fakultetah na pedagoško-znanstvene svete, kar je bilo ukinjeno v 50-ih letih, ko je hotela imeti politična oblast kompleten nadzor nad vsem, kar se na univerzi in fakultetah dogaja. Skratka, imamo tudi v tem sklopu relativno liberalen prostor. Kot dodiplomski študent se tudi živo spominjam bodisi dogodkov na fakultetnem svetu tukaj ali pa tistih na univerzitetnem, kjer so v resnici profesori nas študente podprli. V številnih primerih so nas podprli. In tudi pomagali na različne materialne načine. Še posebej se spomnim sodelovanja z takratnim tajnikom te fakultete, gospodom Piškom, ki sicer je bil vedno nekoliko nervozen in malo hud, kadar smo prišli, tovariš Pišek, ampak na koncu je vedno pristavljal to, da smo lahko tipkali na njegovem pisalnem stroju, pa na njegovih napravah razmnoževali naše ilegalne plakate. In če se zdaj... Brez tega ne bi bilo možno zasedba fakultete. Brez tega ne bi bilo možno zasedba fakultete. Lahko bi se vodstvo postavljeno stališče, poklicati policijo pa počistiti. No in da ne bom s tem predolgo aktualnosti, bi spet skočil naprej, razveselilo me je 2-3 dni nazaj, ko sem videl skupino bivših rektorjev in podobnih, rektoric tudi, da ne bo nesporazumno. To je danes v časopisu, videl sem na spletu, ki so podprli ne samo beograjske študente oziroma srbske študente danes v njihovih zahtevah, pač pa tudi to, kar so naši domači študentje naredili v podporo srbskim študentom. Tukaj seveda je več kot paralela. Še enkrat ponavljam, to so rivali, to so druge forme, drugi akteri, marsikaj je drugačnega, vendar v resnici pravzaprav vidiš tisto, kako se ta osnovna linija vendarle ni izgubila. Ampak je venomer znova z nekim valom pride na plan in prispeva k, recimo temu, kritičnemu odnosu do sveta in poskusu njegovega spremljanja. Popolnoma se strinjam s tem, kar si povedal. Ampak zdaj malo hladnega tuša. Spomnimo se Francije, to si nedavno na internetu si šel osvežiti. Nemiri se začnejo zato, ker so študenti hoteli hoditi v študentske domove za študentke, to je bilo tedaj ločeno. Uprava domov univerza se upre in študente naredijo rabuko, zasedajo upravne prostore.
univerza podpre upravo in napetost raste. V nekem trenutku rektor univerze, znamenite Sorbone, pokliče policijo. Prej je bilo rečeno, kako se to tu ni dogajalo, prav nasprotno stališče je imela univerza. Ne? In to je razbesnilo študente in potem kipi zadeva do 10. maja, ko izbruhne tistih 600 do 800 tisoč ljudi na ulicah, 6 tisoč policistov, ki so bili nežni fantje tam. In potem desetine milijonov. Tako naprej. Potem pa, do takrat so bili sindikati nezainteresirani. Po so pa pogruntali, da je prišel čas za njih in so se pridružili, so napovedali generalno stavko, ki je zajela 10 milijonov ljudi, ne vem, je bila to tretjina, četrtina takratnega delavstva v Franciji, so dobili določene popuste, vlada se z njimi zmeni, de Gaulle, nekateri pravijo pobegne, tu ni natančen zapis v naši knjigi, gre 29. maja v Nemčijo, k generalu Massiju, ki je bil šef oklopne divizije, takrat je bila Francija ena od zaveznic, ki je imela nekaj sil še v Nemčiji, in dobi podporo vojske. Se vrne nazaj, organizirajo se protidemonstracije po celi Franciji, skupnem seštevku je bilo to več ljudi, v Parizu pa manj, in 30. napove volitve in potem konc junija se volitve izpeljajo in na volitvah premočna zmaga. Gibanje je pustilo posledice v Franciji, takšne, o katerih sta vidva govorila, v duhovih, v razmerjih in tako naprej. Veliko stvari se je sprostilo, sindikati so nekaj dosegli, vendar spremembe režima ni bilo. Zakaj de Gaulle odletel leto kasneje? Zato, ker je izgubil na referendumu za povečanje pristojnosti regij. Tako da je treba zmeraj zelo trezno poizkusiti pogledati na razmerja sil, ker je zelo pomembno ob tem, ko se ve, koliko prebivalstva je za, koliko je proti, kakšen bo jeziček, ki mu pravimo policija ali vojska in tako naprej. V vsakem primeru Srbija več ne bo enaka, kot je. Ali bo šlo za globlo spremembo in hitro ali ne, to je pa vprašanje seveda za. No, pa še to je gre, da sprememba paradigme je verjetno bolj ključna. In jaz mislim, da je eno od pomembnih sprememb paradigme je tale, da naš boj ni boj za končno zmago, ker končne zmage ni. No, mislim, da mogoče potrebno še to reči, da tudi ljubljansko gibanje je seveda, mislim, tako kot francosko gibanje, doživelo svoj poraz. Ljubljansko gibanje nazadnje doživelo svoj poraz, prišlo do izteka tega malo utopičnega medvladja, tega skupnosti študentov, te nevladne organizacije, ki je bila del sicer družbeno-političnih organizacij, tedaj pa vendarle popolnoma tujek, in tudi avtonomna, delovala po neki čisto drugi logiki, zato so bili vsi malo zaskrbljeni, kako, kaj s tem. Mislim, leta 1974 je bilo s tem dokončno konec, prišla so svinčena leta, lahko govorimo o tem, da so bile, tako kot po svetu pri nas, da je bilo študentsko gibanje poraženo, da je bilo tega trenutka konec. In tega poraza ni mogoče pripisati samo teži in oblasti in sredstvom, ki so imeli nasprotniki, ampak tudi določene naivnosti tistih idej, za katerih smo se prizadevali. Ni to, da je kriv, da se mora nagrdi drugi, ki so nas zatrli, ampak tudi te ideje so bile take, da če gledamo zdaj za nazaj, je gotovo na njih nek delež naivnosti, nekega utopičnega razmišljanja, ampak iz tega bi bilo napačno potegniti sklep, da je potrebna stara modrost, da seveda so bile ideje take, da so morali nasesti na čereh realnosti je pač morala zmagati. Ne. Več resnic je bilo v tistih idejah, ki so bile poražene. Več resnic je bilo v tistih idejah, kot v tej realnosti, ki je nazadnje na njih prevladala. In to, da je bilo noter več resnice, se kaže še zdaj v statusu, ki ga ima dogodek maja 1968 v Franciji in v statusu, ki ga imajo ta ljubljansko dogajanje v letih 1968 do 1974 in ki še vedno buri duhove in še vedno lahko služi kot, ne samo kot zbornik historičnih dokumentov, ampak ravno kot vir inspiracije za neko politično razmišljanje, ki si drzne, ki si za Božjo voljo drzne misliti preko te realnosti, za katero je videti, da vse znova zmaguje. Končamo s tem. Ja, to se